Kako se zdaj že reklamira transhumanistična agenda, ne, se pravi priznavanje čez 150 različnih spolov, strpnost, da se mlade predvsem v tem duhu že vzgaja. Ja, tukaj verjetno preživetje bo možno samo z povratkom k nekim klasičnim človeškim standardom. Ne. Dveh spolov, ne. S toleranco do vseh zadev, ki se ob tem pojavljajo. Ne. Ni razloga za nobeno nestrpnost ali pa za kakršnokoli zavračanje, ne, ampak v bistvu promoviranje. Ne. Sem gledal zdaj statistiko klinik za spreminjanje spola pri otrocih v Ameriki, ne, ko se v 10 letih se je število z indeksom nekaj 100 povečalo. Ne. Se pravi, to gre za neko usmeritev, ne, razčlovečenja človeka. Transhumanizem, kot praviš. Ne. To je ena od stopnic zdaj te spolne namenoma stopnjevanje zmede. Ne. Ja, no, znan je primer te ameriške plavalca, ne, kjer je nastopil tudi nek, bi rekel, zelo veliko negodovanje svetovnih razsežnosti, ampak ob tem se moramo se pa tudi zavedati, da take teme, ne, nekatere so stopnjevane in puščane v javni prostor, v javni diskurs, tudi zato, da se odvrača pozornost od osnovne teme. Ker osnovna tema naša pa je razredna, se pravi, razred državljanov, katerega spadamo 99% ljudi, mi smo ljudje, ki imamo enake probleme in ne smemo se pustiti razrezati na te identitete, spolne, nacionalne, verske in tako naprej, ampak to se sistematično počenja. Ker če bi se mi enkrat povezali po teh glavnih naših interesih, potem je jasno, da je ta sistem nevzdržen. In zato se to z vsemi sredstvi preprečuje jasen pogled v to, kaj so glavni problemi. Se mi zdi, da smo kot posamezniki popolnoma nepripravljeni na to, kar prihaja. Veliko ljudi se je odselili iz mest, bolj na podeželje, so samooskrbni. Vem, da v mestih ljudje nekateri delajo zaloge hrane, nekako vsak zase išče rešitve. Tako, no, nimamo pa zaenkrat še te neke skupne vizije in tega cilja, kot praviš. Ja. Ljudje niso pripravljeni še za to. To so pojavi, ki jih omenjaš, so pozitivni v nekem smislu, ampak negativni tudi, če si kdo od tega obeta trajno rešitev. Ne. Zato se take navidezne rešitve tudi zelo spodbujajo. Ne. Kot naprimer problematika nošenja orožja, ne, v Ameriki. Ne. Hočejo prikazati, kot če boste vsi imeli ohranili pravico za osebno oborožitev, da bo problem rešen. Nič ne bo rešen, ne? Ker mi dihamo en zrak, pijemo vodo iz nekih izvirov, ne? In če je vse to zastrupljeno, ti nobena pištola nič ne pomaga. Ne? Se pravi, strupen sistem je treba razstrupiti oziroma zavreči. Nobeno individualno oboroževanje, nobena tudi izbruh ne pomaga nič. Ne? Treba se je vsem dogovoriti za neko programsko povezovanje, za preživetje. To je že več 2 let govorimo, ne? In dokler ne bo dozorelo spoznanje pri dovolj velikem številu ljudi, zato je pač vse to vrtenje v krogu. Nobene rešitve ni, ne? Take, mislim, jaz ne zavračam koristnosti večplastne za to, da se poskušamo zdravo prehranjevati, pa sami pridelovati hrano, pa tako naprej. Samo, če bo naša država delovala v smeri našega zastrupljanja, ropanja in pobijanja, nam to ne bo pomagalo. Samo vprašanje, kdaj pridemo na vrsto. Zato čim prej se treba zbuditi.